Pozdravljeni. V naslednjem videu bi vam rad prikazal najbolj pogoste uporabniške nastavitve, ki si jih lahko uporabnik sam nastavi. Zdaj, kot boste videli, imam tule enega uporabnika, ki nima nastavljene praktično nobene nastavitve. In bomo osnovne stvari nastavili sami. Najprej gremo pod skrbniška opravila pa moje nastavitve. Kot veste, so moje nastavitve, ki veljajo samo za tistega uporabnika, ki je pač trenutno prijavljen v program. Torej tisti, ko je vpisan. To niso nastavitve na klientu, ki veljajo potem za vse uporabnike znotraj firme. Zdaj, kaj vse se da nastaviti? Za začetek, če pogledamo osnovno stran, boste videli, da sem tule prijavljen na testnega klienta. Jaz bi rad pa, da takoj, ko vstopim v program, da pristanem na klientu predstavitev. Poleg tega me moti tudi tale pomoč, ko imam na desni strani odprto, ker mi samo odžira vidno površino na ekranu. In če želim tole nastaviti, grem na moje nastavitve, potem izberem delovno okolje in prva stvar je pomoč uporabniku, tole si bom skril. Drugo je pa začetna stran. Vedno morate vkljukati stanje nastavitve in pa potem izberete, na katerem klientu bi radi bili. V tem primeru je to predstavitev. Ko se boste naslednjič prijavili, vas bo pričakalo takole. Tale pomoč bo skrita. Vedno si lahko sicer povrnete kar tule za gumb pomoč. Druga stvar je pa, da bomo se znašli na pravemu klientu, torej ne bo pri vstopu v Calculus nas čakal na testu, ampak direktno na predstavitvi. No, zdaj, če gremo nazaj na moje nastavitve, boste videli, da tam, kjer je bilo nekaj vkljukano, imate zdaj tule na polju označeno, da je neka nastavitev vklopljena. To smo vam dodali samo za pomoč in sicer ne rabite vi tule kljukati notri, ker ne morete, tu je v bistvu samo služi za prikaz. Ko boste pa nastavitev izbrali, se bo pa tule pojavila kljukica, pa polje bo potrjeno. Ok, zdaj pa tiste nastavitve, ki jih mi najbolj priporočamo strankam. Če začnemo kar na začetku pod splošno. Najprej imate datum na preglednicah. Zdaj, kaj to pomeni? Vsaka firma ima nastavljeno računovodsko obdobje, ponavadi je to od 1.1. do 31.12. In v primeru, da bi šli potem dokumente izbirati, tako da bi šel zdaj tule na izdan račun, pa bi potem želel odpreti vse izdane račune, boste videli, bo to trajalo kar nekaj časa. To pa zaradi tega, ker mora program prebrati ne samo posameznih izdanih računov, ampak seveda tudi vsa tista polja, ko so tule gor prikazana. Zdaj, ker ta prikaz traja dlje časa, si lahko to mi poenostavimo, ker v večini primerov ne rabimo gledati za celo leto za nazaj, si lahko nastavimo, da bi gledali mogoče samo za zadnji mesec. Tako da bi rekli tule od 1.11. In zdaj, da ne bomo nastavljali na vsakem dokumentu posebej, je najlažja možnost, da gremo na moje nastavitve in tule, ko je datum preglednice, si vklopimo nastavitev in izberemo število mesecev prikaza za nazaj en mesec. Lahko tudi 2 ali 3, kakor želite. Pomeni pa to naslednje, ko bomo naslednjič odprli posamezen dokument, nas bo že tule čakal datum, zadnji zaključeni mesec. To pomeni od 1.10. In v primeru, da bi zdaj nabirali rezultate, bo seveda dosti hitreje nabral. No, če gremo naprej, imamo nastavitve delovanja vnosnih pol, pa nastavitve obnašanja preglednic. Najprej se bomo lotili preglednic. Če še enkrat tule naberemo rezultate, boste videli, da imate dejansko vsa polja, razen tule, ko je naziv kupca, tule imamo že na nastavitvah na klientu nekaj nastavljeno, ampak drugače so pa vsa polja, da se brska na tak način, da ko vi vpisujete, vam on potem filtrira rezultate, tako ker se začne. V primeru partnerjev je pa to mogoče moteče, ker moramo potem vedno napisati partner, ali pa si nastavimo tule polje na vsebuje. Da ne bi vsa polja rabili si takole nastavljati, ker v tem primeru ne rabimo pisati partner, pa potem tiste številke, ampak vpišemo direktno na 671, pa mi pokaže kljub temu, da se s tem ne začne, ker če bi se začelo, potem v tem primeru ne bi našel nič.
In zdaj, da nastavimo za vsa polja podobno logiko, torej na vseh pregledih vsa polja, da so nastavljena na vsebuje, gremo na moje nastavitve. Potem imamo nastavitve obnašanja preglednic, spet moramo vklopiti stanje nastavitve in si tule nastavimo vsebuje. Kar pomeni, ko se bomo naslednjič prijavljali, ne, bomo imeli že vsa polja nastavljena na tak način, da bo tule vse filtrirano po vsebuje, ne več nas ne začne. Naslednja nastavitev je nastavitev delovanja vnosnih pol. Tudi tule bomo si vkljukali nastavitev in bomo nastavili, da išče po vseh besedah. In je popolnoma ista logika, kot pa prej tule, ko smo bili na pregledih, s tem, da zdaj za to razliko bomo pa na primer partnerja, tudi ko bomo tule ga pisali noter, ne bomo rabili več pisati v celoti, ne vem, partner 671, ampak bomo napisali samo 671. In mi bo kalkulu že našel vse možne zadetke, ne, v tem primeru je tudi tu. Seveda mi pa pokaže še tudi vse ostale, ne, ko imajo podoben vrstni red. Ker, če se spomnite, včasih je bilo pa to treba dati znak procent, torej, če je karkoli se nahajalo pred tistim, kar smo iskali, smo mogli dati procent. No, če gremo dalje, imamo potem premikanje po obveznih vnosnih poljih. Če si vklopimo tole nastavitev, zdaj zaenkrat bom pustil še sklopljeno, da vam pokažem, kako bi šlo v tem primeru. Torej, ko vnesem partnerja, 671, ga izberem in grem za tipko Enter naprej, a vidite, mi je skočil na prejemnika. In potem, ko izberem prejemnika, mi bo skočil na naslednjo polje, na telefon kupca in tako dalje. Če pa mi želimo zajeti samo najbolj osnovne podatke, torej tisti, ki so označeni z obveznim vnosom, z rdečo zastavico, si pa lahko to nastavimo preko te nastavitve. In sicer si vkljukamo premikanje po obveznih vnosnih poljih. In ko bomo naslednjič tole odprli, nas bo že pričakal malenko drugačen vnos. Najprej vnesemo partnerja, vseeno katerega izberemo, zdaj pa, kot ste opazili, ni skočil več na prejemnika ali pa na telefon kupca in tako naprej po vrsti, ampak je takoj skočil na bančni račun. Če še enkrat za tipko Enter potrdimo, gre na naslednjo obvezno polje, datum računa in tako dalje. Ko bo prišel do konca, bo skočil na prvo pozicijo za vnos. Potem imamo še tule gor, si lahko nastavite mogoče predloge vsebine za e-pošto. Zdaj, kaj to pomeni? Ko boste pošiljali maile ven iz kalkulusa, si lahko nastavite določene vsebine, ki vam jih potem vsakič predlaga, ko boste vi pošiljali mail. In sicer v tem primeru bom jaz tule napisal predloga 1 in tule zraven v primeru nejasnosti prosim pokličite, ne? In tako naprej. Zdaj, ko tole shranim, pa želim enega od teh izdanih računov poslati po mailu. Zdaj, če boste pošiljali po mailu, morate imeti itak prej mail nastavljen v kalkulusu. To bom pokazal mogoče v enem od naslednjih videov. Hočem pa to povedati, ne, tule imam že neko pozdravno besedilo napisano. Če bi jaz rad tole zamenjal, lahko grem tule na predloge vsebine, izberem tisto predlogo, ko me zanima in potem kliknem v uporabi. In mi bo tole dodalo, a ne, k tistemu podpisu, ko ga imam jaz zraven že nastavljenega. To sem toliko informativno, ne, ko smo zdaj vmes tule gledali. Potem imamo na mojih nastavitvah imamo privzeti položaj gumba izpis. Tule bi se ustavil samo toliko, da vam razložim, kaj tale gumb pomeni, direktni izpis dokumenta. Če si tole vklopimo, bomo potem, ko bomo izpisovali izdan račun in bi kliknili na gumb izpis, torej direktno na gumb, bi se dokument takoj šel izpisovati na privzeti tiskalnik. Če pa mi rabimo izpise, pa izberete tule na tole puščico, izberete izpise in lahko izberete tudi v tujih jezikih ali pa karkoli drugega, ne. Pa ko smo ravno tule gor, ne, tule kot vidite, imamo na izdanih računih imamo ogromno enih izpisov. In 3/4 teh izpisov, na primer, jaz sploh ne rabim, ne, rabim jih mogoče enih 5. Zdaj, kaj naredi, da ne bom rabil vsakič brskati med njimi, da si bom samo tiste svoje priklical.
je najlažja možnost ta. Če bi šel na moje nastavitve, to smo mogoče zdaj malo preskočili, ampak vseeno, in bi si tule noter napisali kar v filtrirano območje, ker boste prej našli, ko pa da bi tekle iskali, ne, pod prodaja izdan račun, pa imate potem pod izpisi na dialogu za tiskanje. Boste videli, imate tule vse dokumente prikazane oziroma različne izpise in zdaj tistih, ki jih ne potrebujete, si lahko v mojih nastavitvah izklopite. Torej bomo rekli, naprimer, tega ne rabim. Imam izdan račun, odpremnico, izdan devizni račun, pa naprimer, da potrebujem potem naprej pa izdani računi za avtoprevoznike. Skratka, ko boste to shranili in šli na izdane račune in boste šli pod izpis, boste videli, da vam je bo ponudilo manj, ne, torej samo tisto, kar smo mi pustili obkljukano, zdaj ponuja tule pod izpisi. To si enkrat nastavite in potem za vas to velja. Ok, no zdaj pa, če se vrnem nazaj na ono nastavitev, ko smo pregledali za direktni izpis. Zdaj, načeloma tole si nastavljajo ponavadi na kaki blagajni, na drugih dokumentih niti ni treba, samo toliko, da boste vedeli, kaj se da narediti, ne. Da če direktno pošljete dokument na tiskalnik, če boste imeli tole vklopljeno, bo šel na tiskalnik direktno preko gumba izpis. Če nimate vklopljeno, vam odpre izpise, izmed katerih lahko potem izberete tistega, ki ga želite. No, zdaj pa, če gremo naprej, pod delovno okolje, tule pod moje nastavitve smo še vedno. Delovno okolje smo pa prej že pomoč uporabniku izklopili in pa vklopili smo, na katerem klientu se bomo znašli takoj pri prvi prijavi v program. Druga stvar, ki pa je pa zelo pomembno, da si mogoče tule izberete privzeti način odpiranja oken. Namreč, ko boste na dokumentih in boste tule želeli narediti nov račun, naprimer, nov račun na podlagi odpremnic ali pa česarkoli, ne. Program vas bo v tem primeru opozarjal, ali želite to preko pogovornega okna ali preko zavihka. Zdaj, kot vidite, imam jaz tule nastavljeno, da je privzeti način odpiranja oken pogovorno okno. Privzeto, tako imate verjetno večina vas nastavljenih, je pa na izbiro, kar pomeni, če bi imel takle nastavljeno, bi me potem vsakič spraševalo, a želim v obliki zavihka ali pogovornega okna. Če si boste tole nastavili eno ali drugo, vam potem tega sploh ne bo ponujalo, ampak bo kar direktno. Ok, gremo še nazaj. Potem imamo privzeti zaslon in velikost okna, to samo toliko sproti omenjam, tisti, ko imate več monitorjev, si lahko tule nastavite, na katerem monitorju naj se kalkulus odpira, na prvem ali drugem ekranu, ne, date stanje nastavitve, tule zberete, kateri je tisti ekran, na katerem naj bi se kalkulus odprl, pa če se odpre maksimirano. Vse ostale stvari, dokumente, ne, tako imamo tule izdane račune. Če jaz kliknem na njega, boste videli, se mi tule odpre v obliki pogovornega okna. To pomeni, nisem mi odprl čez cel ekran. In vedno moram potem tule z drsnikom se pomikati bolj desno, pa iskati tiste stvari, ko jih želim vnašati ali pa izbirati. Lažja pot je, da si tule v mojih nastavitvah imate dejansko pod vsakim dokumentu, zdaj gleda to, da smo ravno tule na izdanem računu, imate višino in dolžino okna. In če bi tole izbrali maksimiraj, bi seveda potem vsakič, ko bi izdan račun odprli, bi se vam odprl čez cel ekran. To pa lahko seveda še vedno zmanjšate, ne. In jaz priporočam, ko iščete kakšno nastavitev, dajte kar vpisati tule noter v zgornjo iskalno polje. V tem primeru bom napisal samo prvo frazo višina, pa enter in imate potem že takoj za vse dokumente predlagano, naprimer višina, dolžina okna, ponudba, potem želim imeti tole še za odpremnico, pa mogoče za kako naročilo kupca in vse tisto, kar si bom pokljukal, ne, mi bo potem seveda odpiralo direktno čez cel ekran. Zdaj, če imate velik ekran, to mogoče ni toliko moteče, če pa je manjši, pa je. Ok, ko te nastavitve ne rabite več, samo izberete tule najdi, pa vam bo spet vse pokazalo.
Zdaj naslednjo, kar je, bi mogoče tule pri delovnem okolju se ustavili še pri bližnjicah. Bližnjice pa v kalkulusu pomenijo, da imate tule zgoraj v tem traku, ne, na vrhu, ko je trenutno prazen prostor, si lahko nastavite bližnjice, ki vam bojo pomagale pri odpiranju določenih dokumentov, da boste hitrejši, da ni treba vedno tule na levi strani iskati. Bližnjice si nastavite tako, kliknete stanje nastavitve, zdaj bomo pa rekli, da želim imeti kot prvo, da se mi blagajna na primer odpre, to pomeni nov paragon, potem pa, da se mi odpre komplet pregled vseh paragonov. Torej, najprej smo šli pod prodajo, potem na blagajno, zdaj pa boste videli, ne bom kliknil direktno gor na blagajno, ker v tem primeru bi bil pregled, ampak bom najprej rekel brez predlage, to pomeni nov paragon, potem želim imeti pa pregled vseh paragonov, to je pa kar, če direktno kliknete na blagajno. Torej, prvo pomeni, tako da bi šli tule prodaja blagajna, pa bi ga odprli. To je nov paragon brez podlage. Drugo pa pomeni, da vidimo samo tale pregled, ne, torej pregled vseh paragonov. Zdaj pa, če gremo nazaj na moje nastavitve, tu imamo zdaj najprej blagajno, ne. Potem bi rekli, da bi imeli še mogoče ponudbo, potem bi imeli izdan račun, in pa mogoče na nabavni strani bi imeli prejet račun mogoče, ne, takle. Zdaj, ko si tole nastavim, tule bi še poudaril, tule imejte kar nastavljeno skrito, ker v primeru, da boste imeli vidno, se vam bojo in tule bližnjice prikazovale in odzgori. Torej, naj bo tule na levi strani naj bo skrito, tule naj bojo moduli, tako kot ponavadi. Tule na vrhu bomo imeli pa potem bližnjice. Zdaj, isti vrstni red, ko jih boste tule poklukali, se vam bojo tudi potem zgoraj prikazovale. Če se zdaj tule še enkrat prijavim, vidite, imam že tiste bližnjice, ko sem si jih prej nastavil. In zdaj namesto, da izberem prodaja blagajna, pa potem nov paragon, kliknem direktno tule gor in se mi bo direktno odprl tisti paragona, ne, ga želim vnašati. Ok, zdaj pa gremo nazaj na moje nastavitve. Po delovno okolje mislim, da smo vse obdelali, mogoče bi omenil edino še teme. Teme nam pa služijo zaradi tega, če mogoče niste zadovoljni za tole barvno shemo, ne, ko jo trenutno prikazujemo, si lahko nastavite v tem primeru neko drugo barvo, a ne, ali pa, čakaj, bomo nekaj zbrali, zdaj čisto vseeno, kaj je. Recimo, da bi rad imel v tem primeru pač modro, a ne, ali pa da bi rad imel srebrno, zeleno, ne, to se vam kar sproti prilagodi in si lahko za različne priložnosti ali pa kar vam pač bolj odgovarja za oči, si lahko nastavite po svoje. Takle, zdaj kaj še tu drugega za povedati na mojih nastavitvah, mogoče samo še tole. Če odpremo ponudbe in odpremo ponudbe tule gor na pregledu, zdaj tole, kar sem vam zdaj kazal, ne, vse ponudbe, tole se da tudi nastaviti in sicer imate na moje nastavitve, pod prodaja ponudbe si lahko nastavite potem privzeti pogled in če si boste dali tule noter, da so vse ponudbe, vam jih bo takoj odprlo, ko boste vstopili v ta modul. Torej, če še enkrat ponudbe zdaj dol zapremo, pa gremo gor na ponudbe, se vam dejansko tole takoj odpre. Hotel sem pa omeniti naslednje. Tule, kot vidite, imamo neke barvice gor na ekranu, ne. Zdaj, v mojih nastavitvah jaz teh barvic nimam nastavljene, čeprav bi si jih prav tako lahko nastavil. To je tule pod določene barvice za status dokumenta. Ker mi prebere nastavitev iz klienta, torej nastavitev na klientu, ko velja za vse. Jaz si pa lahko to zdaj po svoje določim, ne, naprimer, da bom rekel, da veljavna je v tem primeru zelena, pa bom za nalašč malo bolj divjo barvo izbral, da se bo takoj videlo. Tisto, kar je izvršeno, naj bo vijoličasto, tisto, kar je poteklo, naj bo pa roza, ne. In zdaj, če tele ponudbe še enkrat odprem,
je zdaj tule drugačna barvna shema, ne, to si lahko vsak po svoje nastavi, izhajamo pač iz statusa dokumenta. Zdaj, načeloma tudi, če bi tole takole skupaj potegnali, bi videli, ne, torej, tele, ko so vijoličaste, ne, so izvršene, potem za osnutke tako nismo nobenega statusa nastavljali, potem imamo pa še potekle, smo dali tako marelično barvo. Okej, zdaj, načeloma tule kaj drugega ni za povedati, omenil bi mogoče samo še to, ne, če boste si rabili nastavljati tisto, kar nas najbolj pogosto sprašuje, kakšno QR-kodo gor na dokumentu, imate možnost na ponudbah ali pa izdanemu računu, in sicer greste pod nastavitve na klientu, to pa torej niso moje nastavitve, ampak so nastavitve na klientu. Najlažje najdete kar tako lastnosti izpisa dokumentov, greste pod prodaja ponudba, pa najdete lastnosti izpisa dokumentov in boste videli tule gor, imate ogromno enih možnosti, ki si jih lahko sami nastavljate. Je pa to na nivoju cele firme. In tisto, kar sem vam želel pokazati, imam jaz tule vklopljeno izpis QR-kode. Če eno od teh ponudb odprem, to velja tudi za dokumente za nazaj, ne. Če grem na predogled, boste videli, se mi bo gor v predogledu že izpisala QR-koda, da lahko tisti, ko pač dobi našo ponudbo, takoj poskenira z telefonom, a ne, in plača preko spletnega bančništva. Tega, načeloma je to vse v tem videu, bom pa potem naredil še dodatne videe za mogoče druge funkcionalnosti. Hvala.